Dober dan in lepo pozdravljeni na predstavitvi Dobinih programov. Moje ime je Nataša Ritonja in sem vodja dodiplomskih programov na Doba fakulteti. Danes boste spoznali orodje, ki ga uporabljajo učitelji za izvajanje webinarjev in virtualnih predavanj. Skozi to kratko predstavitev pa vam bom razložila posebnosti tega načina študija, online študija, kakšne so prednosti, kaj lahko tega študija pričakujete. Na koncu pa si bomo pogledali še na kratko virtualno učno okolje Blackboard, ki ga uporabljamo za študij na naši fakulteti. Verjamem, da bo tako izbira za našo fakulteto veliko lažja. Pa začnimo. Skupaj spremljamo kazalnike gospodarske klime v Sloveniji, ki so po nekaj letih zdaj ponovno pozitivni. Tako da smo veseli teh pozitivnih sprememb in veseli smo tudi tega, da so se prebudila podjetja in ponovno začela vlagati v razvoj zaposlenih na področju izobraževanja in jih tudi nagrajevati. Tako je torej čas za optimističen pogled v prihodnost. Je pa tudi res, da je odločitev za študij izjemno pomembna življenjska odločitev. Skozi to prezentacijo boste potem tudi videli, kaj vas čaka in verjamemo, da vam bomo pri tej vaši odločitvi lahko tudi pomagali. Analize strokovnjakov tako v Sloveniji kot v tujini kažejo, da so bolj izobraženi manj na udaru na trgu delovne sile, kot tisti, ki imajo nižjo raven izobrazbe. Da bo vaša naložba v študij na naši fakulteti izkoriščena optimalno, pa pove podatek, da se naša fakulteta uvršča med fakultete z največ diplomanti med izrednimi študenti. Na tem slajdu tudi vidite nekaj naših diplomantov, naših bivših študentov. Naši študenti večinoma so izredni študenti, so zaposleni, imajo druge obveznosti, službo, družino, nekateri so tudi vrhunski športniki. Vse to pa jim nekako onemogoča, da se lahko vključujejo v neko redno izobraževanje z klasičnimi predavanji in pa vajami. In tako se večina izmed njih potem tudi odloči za online študij. Poleg te fleksibilnosti pa seveda diploma prinaša, študij in diploma, napredovanje in višjo plačo, tako ocenjujejo to naši študenti in pa potem tudi delodajalci. Delodajalci so pač pri svojih zaposlenih opazili pozitivne spremembe, na primer osebnostno rast, pozitivno samopodobo in zato ne preseneča podatek, da je kar 65% delodajalcev zapisalo, da je njihovemu zaposlenemu diploma prinesla napredovanje, višjo plačo, bili so prerazporejeni na drugo, bolj zahtevno delovno mesto in tako naprej. Pri nas se lahko odločite za študij 4 dodiplomskih visokošolskih programov. Program poslovanje, marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi, organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti in pa menedžment vseživljenjskega izobraževanja. Vsi ti programi se izvajajo v obliki študija na daljavo. Prvi trije, program poslovanje, marketing in organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti, pa tudi v obliki klasičnega študija v Mariboru. Doba fakulteta je prva in edina fakulteta v Sloveniji in pa v jugovzhodni Evropi, ki si je pridobila mednarodno akreditacijo UNIQ za online študij. Vsi naši programi so javno veljavni in akreditirani, so strokovni, kar pomeni, da temeljijo na povezovanju strokovno-teoretičnih izhodišč s prakso. In prav ta sposobnost takojšnjega neposrednega dela oziroma prenosa novih znanj v prakso je pa tisto, kar dandanes delodajalci pričakujejo od svojih zaposlenih in jih tudi ocenjujejo kot dodano vrednost.
Sodobnostna doba fakulteti se kaže skozi različne vidike. Najprej skozi strukturo programov, kjer je precejšnja izbira možna, tako da si lahko študenti sami oblikujete program glede na vaše potrebe in pa želje. Potem se odraža v vsebinah programov, kjer so poleg strokovnih vsebin zajete tudi vsebine oziroma kompetence 21. stoletja, ki jih seveda danes delodajalci pričakujejo. To so na primer sposobnost komuniciranja, obvladovanja informacijske tehnologije, sposobnost timskega dela, proaktivnost, etičnost, pozitiven življenjski odnos, sposobnost sprejemanja in prilagajanja spremembam in tako naprej. Sodobno se odraža tudi v aktualnih vsebinah, saj so seveda naši učitelji vedno v stiku s temi najnovejšimi trendi, precej jih prihaja tudi iz gospodarstva, tako da lahko potem ta svoja znanja, ki jih imajo, prenašajo na študente in ti potem kasneje takoj prenesejo v svoje delovno okolje. Doba fakulteta ima tudi Erasmus Charter, kar pomeni, da omogočamo mobilnost tako študentov kot učiteljev. Študenti imate možnost študija v tujini ali opravljanja študijske prakse in to vam tudi omogoča, da nekako si tudi širite vašo mrežo na poslovnem področju. V tem trenutku imamo kar nekaj študentov, ki opravljajo to prakso v tujini, v Španiji, na Malti v tem trenutku čez poletne počitnice, tako da ta možnost obstaja in vedno več je takšnih študentov, ki se potem tudi za to možnost odločijo. Povezujemo se z gospodarstvom, kar pomeni, da študenti opravljate projekte, ki jih razpisujejo določena podjetja. Zelo dobre izkušnje s tem povezovanjem imamo v programu poslovanja in pa marketing ter tudi organiziranje in management socialnih dejavnosti, kjer zelo intenzivno sodelujemo s podjetji, ki pri določenih predmetih pripravijo nabor projektov, ki jih lahko študenti potem tudi opravijo. Potem seveda, ko boste enkrat diplomirali, se boste lahko mrežili v našem alumni klubu. Ta alumni klub seveda prinaša veliko pozitivnega, namreč organiziramo veliko brezplačnih predavanj, dogodkov, ki se jih boste lahko udeležili, simpozijev, konferenc in ste potem tudi v stalnem stiku z temi novimi trendi in pa seveda z ostalimi študijskimi kolegi. Ker si prizadevamo, da je seveda pedagoški proces čim bolj razgiban, zanimiv, imamo tudi veliko gostujočih predavanj, tako domačih kot tujih strokovnjakov, ki se vključujejo v predmete. Ta tuja predavanja tujih strokovnjakov so večinoma v angleškem jeziku, lahko so tudi v hrvaščini, v srbščini. Namreč izvajamo programe tudi na teh trgih, v Srbiji in pa na Hrvaškem. Tako da povabimo k sodelovanju top strokovnjake, ki potem izvajajo bodisi srečanja v živo s študente ali pa gostujoče webinarje. Ker so naši programi bolonjski programi, si lahko seveda tudi predhodno pridobljena znanja date priznati, jih uveljavljate. To pa seveda pomeni, da si lahko date priznati predmete, ki ste jih morda že opravili na kakšni drugi inštituciji ali pa tudi neformalno pridobljena znanja. Recimo tuj jezik je zelo dober primer neformalno pridobljenega znanja, tako da če nimate nekih Če obvladate tuj jezik in nimate recimo nekih konkretnih potrdil, je tudi ta možnost, da si daste to znanje priznati. Online študij je zagotovo posebnost na doba fakulteti. Prej sem že omenila, da imamo mednarodno akreditacijo UNIQ. Zelo smo veseli, saj ima to mednarodno akreditacijo samo 14 inštitucij v Evropi. Torej, naš študij poteka v celoti online, se pravi, da praktično študente vidimo na teh
prvih uvodnih dnevih in pa potem na podelitvi diplom, vmes pa vse opravite online. Smo še vedno prva in edina fakulteta, ki v celoti izvaja online študij, se pravi, da nobeni fizični kontakti niso potrebni, opravljate vse obveznosti, nadaljavo tudi online teste in pa izpite. Vsako leto na Dobi študira okrog 1000 online študentov, ki prihaja iz kar 35 različnih držav. Dejstvo je, da je online študij nekako svetovni trend zaradi načina življenja, ki ga imamo, in 15 let ga že tudi uspešno izvajamo na Dobi. Študenti seveda najbolj cenijo fleksibilnost pri online študiju in pa seveda podporo, ki jim jo nudimo. Ta podpora je celostna, o tem bom malce več kasneje povedala, zato so tudi, bom rekla, rezultati študentov na koncu bodisi študijskega leta in študija veliko boljši. Kako online študij poteka? Najprej začnemo s pripravo na študij. To pomeni, da se srečamo prvič in zadnjič seveda do podelitve diplom v živo na uvodnem dnevu, kjer vam razložimo in pač pokažemo ta način dela pri nas, virtualno učno okolje, se pogovorimo o vseh posebnostih. Ta uvodni dan se potem nadaljuje v online uvodni teden, kjer pa že spoznavate konkretno, kako bo dejansko študij izgledal na enem tednu, in v tem tednu vas naučimo, kako se oddajajo naloge, kako se pišejo testi, kako uporabljati vsa komunikacijska orodja, ki jih boste potrebovali pri študiju, kako komunicirati z učitelji, z ostalimi kolegi, kje v bistvu najdete vse informacije za posamezne predmete in tako naprej. Po tem uvodnem tednu se začne prvi predmet. Izvedba na Doba fakulteti je modularna, kar pomeni, da se izvaja predmet za predmet, tako da imate hkrati samo en predmet. Ob študiju seveda imate tudi podporo fakultete, tako podporo učiteljev, mentorjev, zaposlenih, tehnične službe. Študirate sproti, kar pomeni, da ko se predmet zaključi, imate tudi že končno oceno. Te naloge, ki jih boste pa opravljali s sprotnim ocenjevanjem in pa preverjanjem, so krajše in so razporejene na tedne, se pravi, študirali boste v tedenskem ritmu. V posameznem tednu boste imeli različno število nalog, ki jih boste morali opraviti, in pa predmet se lahko zaključi ali z kakšno daljšo nalogo ali pa z online testom, ki ga lahko pišete tudi od doma iz službe, zato pa potrebujete kamero, ker v tem primeru gre za spremljanje pač preko kamere, se pravi za audiovizualni nadzor. In se pravi, online upravljanje testov je popolnoma enakovredno kot pisanje testov v učilnici. In potem, ko zaključite z vsemi obveznostmi, z morebitnim testom, ste s predmetom zaključili, imate že oceno in potem se prične nov predmet. Seveda, vedno obstaja možnost, da predmeta ne opravite sproti, ker imate recimo kakšne druge obveznosti, ker ste zelo zasedeni v službi in tako naprej. V tem primeru lahko vedno opravite predmet tudi s končnim izpitom. Končni izpiti se pišejo v vašem študijskem središču v klasični obliki. Za študente, ki živijo in pa delajo v tujini, pa se lahko seveda ti končni izpiti pišejo tudi online. Prej smo že omenili, da pri študiju niste nikoli sami, tako da vas tekom študija seveda spremlja pri predmetih učitelj in pa vaš mentor, potem strokovna podpora, vodje programov, ki skrbijo za to, da poteka študij nemoteno. Če imate kakšne težave, se
obrnete direktno na vodjo programa najprej, ki vam bo pač poskušala pomagati. Potem, kar se tiče administrativne podpore, imamo tukaj kolege iz referata, potem tehnična podpora, kolegi iz naše tehnične službe in pa potem tudi ostala podpora, ki jo nudimo. Imamo v bistvu karierno svetovanje, psihološko svetovanje, finančno svetovanje, tako da to je vsa podpora, ki jo tekom študija tudi nudimo. Zelo pomembno je pa seveda, da je ta komunikacija med šolo, med študenti profesionalna. To pričakujemo tako od strokovnih sodelavcev, od pedagoškega osebja in pa od učiteljev. In tako lahko le skupaj nekako skrbimo za primerno raven komunikacije in pa ugled Doba fakultete. Učitelji, ki sodelujejo z Doba fakulteto, so odlični, večina jih prihaja iz prakse, imajo poleg teoretičnih tudi izjemno bogate in dragocene praktične izkušnje, kar seveda dviguje kakovost izvajanja naših visokošolskih programov. Na tem slajdu so zabeleženi samo nekateri izmed naših učiteljev. Veliko jih je, tako da lahko si tudi na naši spletni strani pogledate opis vsakega posameznika. Vsako leto pa študenti izberejo tudi najučitelja po njihovem izboru, ki dobi potem tudi ta prestižni naslov najučitelj Doba fakultete v določenem študijskem letu. In magister Natalija Postružnik je tudi enkrat že dobila ta laskavi naslov, ki ga podeljujejo študenti. Tako, zdaj si pa na kratko poglejmo virtualno učno okolje Blackboard, ki bo vaš prostor tekom študija. Pa predlagam, da si pogledamo kar en predmet, ki je potekal v poletni šoli, ki se je zaključila v ponedeljek, 6. julija, tako da je to zelo aktualen predmet. Vsakič, ko boste vstopili v predmet, se bo vam najprej pojavila oglasna deska, se pravi obvestila, ki jih objavlja tako učitelj kot vaš mentor, mentorica. Tako da vsa obvestila, ki so vezana na predmet in aktualna za vse študente, so potem dostopna na tej prvi strani, ki se vam takoj pokaže ob vstopu v posamezen predmet. Vidimo, da je tukaj bilo kar precej obvestil, ki sta jih objavljali mentorica in pa nosilka predmeta. Na levi strani imate meni, pa se sprehodimo po samem predmetu. Pod povezavo uvod v predmet boste našli vse pomembne informacije za določen predmet, se pravi kompetence, ki si jih boste pridobili, potem vsebino in pa cilje posameznega predmeta, literatura in viri, ki jih boste uporabljali, in pa tudi kontakti učitelja in pa mentorice ter tudi seznam študentov. Gradivo je naloženo v Blackboard, tako da ni potrebno nobeno tekanje po knjižnicah, vse boste našli tukaj na enem mestu in je tudi dostopno kjerkoli in pa kadarkoli. Tukaj vidimo različne tipe gradiv, od člankov, primerov iz prakse do online gradiva, ki je dostopno pač online in je dostopno samo z geslom. Ostala gradiva, ki so tukaj, so pa naložena in si jih lahko tudi natisnete, če bi to želeli. Potem pa je predmet razdeljen na tedne. Tukaj vidimo, da traja predmet 4 tedne. Pri vsakem tednu imate najprej uvod v predmet, pozdrav nosilca in pa potem naloge, ki jih morate opraviti. Vidimo, da v prvem tednu je predvidena samo ena naloga, ki je timska.
Če kliknemo na posamezno nalogo, se nam razprejo dodatna navodila za nalogo in pa vse informacije, ki so potrebne, da boste lahko nalogo pripravili in oddali. Ker je to timska naloga, so študenti morali tudi izbrati tim, v katerem bodo nalogo opravili. Rok za dokončanje naloge je prav tako opredeljen pri vsaki nalogi. Potem drugi teden, podobna struktura, najprej pozdrav, potem naloge, ki so. Tukaj vidimo, da je v drugem tednu bilo gostujoče predavanje predavateljice Madi Sharma, ki je članica Evropskega parlamenta in je odgovorna za sektor podjetništva. Zelo smo veseli, da je tudi pri nas predavala. Sicer je zelo uspešna podjetnica in ima podjetja na vseh kontinentih, drugače pa sicer po rodu pa je indijskega porekla. Tako da študenti so pač lahko poslušali to predavanje in potem tudi izpolnili anketo o zadovoljstvo. Pa če se morda pogledamo še četrti teden, ki ima malo več nalog, tukaj pa vidimo, da gre za 3 naloge. Prva je timska naloga, podobno, ko razpremo to nalogo, se nam pojavijo še dodatna navodila. Druga naloga je individualna in pa še tretja naloga, ki pa je dodatna bonus, neobvezna za vse, ki bi si želeli pridobiti bonus točke. Zelo pomembno, da se seznanite na začetku tudi z ocenjevanjem, preverjanjem in ocenjevanjem pri predmetu in si natančno preberete ocenjevalno shemo. Se pravi, kaj so tiste naloge, ki vam prinašajo delež v končni oceni. Potem pa so še seveda druga orodja, od forumov, blogov, wikijev, pa morda samo poglejmo, koliko forumov je bilo recimo pri predmetu, kar nekaj in tudi vidite, koliko je bilo prispevkov strani študentov. Na takšen način so zgrajeni tudi vsi ostali predmeti, tako da navigacija je zelo enostavna. Blackboard, ki ga uporabljamo, pa je virtualno učno orodje, ki ga uporablja večina ameriških univerz, ki se ukvarja s študijem na daljavo. Če bi želeli še dodatne informacije iz prve roke, sta na voljo naši ambasadorki, naši diplomantki, ki bosta z veseljem odgovorili na morebitne dileme, ki jih morda še imate, tako da boste veseli vašega klica ali maila. Zagotovo študij ne bo enostaven, to je ena sprememba v življenju, vendar, če imate nek jasen cilj, če veste, da je to edina pot, seveda je vse možno, tukaj smo za vas, da vam na tej poti pomagamo, da boste čim lažje prišli do diplome. Tako, zahvaljujem se vam, da ste bili danes z menoj. Za vse dodatne informacije pa vam svetujem, da si pogledate naše spletne strani, da nas kontaktirate ali pa da nas spremljate na Facebooku, Twitterju in ostanete v stiku z dogajanjem na Doba fakulteti. Želim vam lep dan in upam, da se vidimo v jeseni na naši fakulteti. Lep pozdrav!